Prva tekma 12. kroga prve lige je potekala v domžalskem športnem parku. Vodilna ekipa je pričakala nogometaše Zavrča. 3 tekme že brez prejetega gola. Zavrčani, odlično brani Ranilović. Prva akcija pa v prvem polčasu za Domžale. Anev je streljal na pravem mestu gostujoči vratar. Na drugi strani priložnost tudi Zavrča. Po neodločnosti domžalske obrambe je prišel do strela Cvek, ampak Vidmar je tokrat preprečil gostujoči zadetek. V 19. minuti še en odličen strel Brdarja. Žogo je Vidmar izbil v nov kot za goste. Sledil je še en strel daleč, tokrat je meril Anev, na pravem mestu Ranilović. Po kotu lepa akcija Domžal, oddaleč je meril Janža Maksimović, na drugi vratnici pa žoge ni uspel preusmeriti v mrežo. Še ena priložnost domačih. Po strelu Šišića je žoga končala nekoliko mimo desne vratnice. Nato pa točno po pol ure igre mojstrovina Šafarića, prosti strel in žogo je s težavami Vidmar odbil kot. Po kotu v zadnji minuti pa še lepa priložnost za Uroša Koruna. Takole je bil sam pred vrati, je streljal nekoliko previsoko in polčas se je končal neodločeno brez zadetkov. Drugi polčas in prva priložnost za Domžale. Po kotu je bil na pravem mestu Nemanja Maksimović, prvi gol tega nogometaša v letošnji sezoni. Nasploh prvenec v prvi ligi za igralca, ki prihaja iz Srbije in je tudi kapetan mlade srbske reprezentance. Še ena akcija Zavrča, tokrat podaja z desne. Tole je bila igra z roko Žige Kovsa, ki ni bil previden in na belo točko je pokazal glavni sodnik Damir Skomina. K žogi je stopil Robi Šafarić in premagal Vidmarja, potem ko je dvakrat ostal nepremagan Vidmar proti Olimpiji in tudi proti Celju iz 11 metrovke, je tokrat vendarle klonil, šel v napačno smer, Šafarić pa je brez težav izenačil na 1:1. Po 2 golih v razmaku nekaj minut še priložnost za Datkovića, ki je streljal previsoko, nato pa izjemno lepa akcija Domžal, sam pred vrati je ostal Žiga Kovs in zgrešil vrata, pred sabo je imel le še vratarja Ranilovića. Domžalčani so bili nevarnejši, oddaleč je meril še Joshua Parker, potem pa sam zaključek tekme, žoga na levo. Podal je Dugolin, Kresinger pa je skočil najvišje in fantastično premagal še Vidmarja za prednost Zavrča 1:2. Veliko veselje gostov in njihovih maloštevilnih navijačev. Kresinger je bil najspretnejši in takole mojstrsko premagal Vidmarja za prednost Zavrča. V sodniškem podaljšku pa še enkrat luknja v obrambi Domžal. Sam je ostal Kresinger in premagal Vidmarja še tretjič na tekmi, zabil 2 gola in omogočil zmago ekipi Zavrča, ki so s tem vrnili Domžalam za avgustovski poraz na Ptuju, ko so Domžale zmagale z 0:2. Tekma se je končala 4 goli na koncu. Domžale Zavrč 1:3, prvi poraz za domače Domžale in tokrat velika zmaga nogometašev iz Haloz, odločil je Dino Kresinger. Če sem bil v Celju nekako malo bolj pozitivno razpoložen, ker se mi je zdel, da je poraz bil normalen in nekaj pokazatelj, kar se je dogajalo na igrišču. Danes, ko smo naredili najtežje, smo prebili zid, prišli v vodstvo na našem igrišču proti ekipi, ki se je ki se je večinoma samo branila, potem ne moramo dovoliti kot vodilni v prvi ligi, kot ekipa, ki se bori za neke višje ambicije, ne moramo dovoliti, da se tekma obrne, ne na ta način, ki je bil danes prikazan. Nama prva zmaga proti Domžalah in ena velika zmaga, kajti zadeti 3-krat Domžalah moštvo, ki je prva na razpredelnici, ki do zdaj ni razen prejšnje kolo prijela ni enega zadetka in rušila je vse rekorde Sloveniji. Na tak način dobiti tekmo je res, moram čestitati vsem igralcem, kajti igrali smo eno dobro tekmo, pametno tekmo, pravo tekmovalno tekmo in vse zasluge seveda idu igralcima.